pozdravljeni na tej tiskovni konferenci Šentjakobskega gledališča, ki ima dvojni namen, in sicer predstavitev dveh premier, ki sta tako rekoč pred vrati, in seveda tudi razgrnitev abonmaja oziroma repertoarja za naslednjo sezono. Pa če ste zato, bi jaz najprej se posvetil prvim dvem predstavom. Imamo premieri ene otroške predstave na Ljubljanskem gradu z naslovom Ljubljanski zmaj za prijatelje Franciji. Tu je z nami režiser Žiga Sedmak, član seveda našega gledališča, ga verjetno že poznate. Druga režija je bila zaupana Primožu Ekartu, pozdravljam. On ima pa seveda imel vodstvo predstave Decameron, ki bo 19. doživela premiero na našem klasičnem odru. O sami te premieri bi prosil mogoče oba režiserja, da povesta malo, kje sta zdaj, pa kakšno je vzdušje in kaj si lahko pričakujemo. Žiga. Mi imamo zdaj porodne popadke, nekaj, kar pride tik pred zdajci, nekaj, kar nas veseli, kar se bo zgodilo. Predstavo pa mislim, da bomo začeli v relativno kratkem času. Posebnost njena je, da imamo vsaj 4 nove člane, tega 2 vodice in 2 res otroka, stara mislim, da 11 let. Mislim, da se mi podobna videna posebna stvar. Zgodba kot sama pa seveda prirejena, zgodovinska osnova prišeljnika 3. Habsburškega in njegove žene, z vso grajsko gospodo, ki se znajdejo v nekem nepravem času 21. stoletja, polnih tatov in drugih nepripravov, ki jim pač hočejo to njihovo svobodno in milino videti. Zgodba o dobrem in zlem in zmaga seveda ljubljanski zmaj, ki čuva grad in še mesto svoje. A je to alegorija na župana? Se ni tako, ne. Hvala lepa. Še Primož mogoče? Ja, ki smo zdaj, Žiga je rekel, da so lahko porodni popadki, zdaj ginekološko izrazem, mi smo pravzaprav že na nek način... Zdaj mi je reč predstavljal. Ne, mi smo že tam voziček, pa vse to že... Aha, in že rojen. Ja, nekako takole... Inkubator, varianta. Ne, ni bilo potrebno inkubatorje, vse v redu šlo. Tako da sem v bistvu taki zelo miren in te zadnje vaje so pokazale, da v bistvu je stvar že pripravljena potrebe, da gremo posebno premiero. Decamerona najbolj ni treba posebej predstavljati, Boccaccio Decameron je bil precejšen zalogaj za dramatizacijo, ker je zelo dobro zalogaj Susenik. In gre za ogromno zgodb, od katerih smo izbrali, oziroma jih Janez izbral omejeno število. In zame je to predvsem zgodba o neki osvoboditvi, in sicer osvoboditvi konkretno v tistem času osvoboditvi telesa, na neki način prepustitvi slastem življenja. Gre za seveda roman, ki naznanja začetek preporoda, renesanse in na nek način to čutim v teh časih, vsaj so osebno doživljam, zdaj mogoče to možna beseda, ne bom rekel temačni srednji vek, ampak vseeno je nek pritisk, neke stvari se čudne dogajajo na tem svetu, tako da mi je ta tekst tudi, nekako smo šli s to radostjo pripovedovanja zgodb, ki se nanašajo predvsem na
to poglavje zaključil in bi začel pogovor o naslednji sezoni. Predtem bi prosil samo za par minut, da pravzaprav sebe promoviram. Jaz sem postavil po razpisu, seveda, ki ga je Šentjursko gledališče objavilo, uradno s 1. majem ravnatelj tega gledališča na pogovoru, na katerega so me povabili, in tudi v svoji pisni prošnji sem seveda predlagal, da bi združeval tudi mesto umetniškega vodje, ker se mi zdi edino smiselno, da se te funkciji združita in se mi zdi, da lahko lažje izpeljemo neko gledanje vnaprej za to gledališče. Jaz sem sprejel to gledališče v dobri kondiciji. Glede na to, da mečken nazaj ni bilo tako luštno, glede na to, da so nastajali spori ne samo znotraj hiše vizavi Lutkovnega gledališča in seveda kontra, ampak tudi so bili tisti famozni dnevi, a kaj bo sploh s Šentjakobskim gledališčem, bo domicil ohranil na tem prostoru ali pa se bo selil in tako naprej. No, jaz seveda sem se vdahnil, ker sem videl, da sem sprejel gledališče v fazi, ko so vsi spori zglajeni in imam že zdaj zelo dobre odnose in ideje z vsemi temi sogovorniki mojimi. Predvsem pa je seveda tudi nedolgo nazaj gledališče zabredlo v finančne težave in moram reči, da je takrat nastopil kot VD direktor Grega Senik, ki je tle z nami, in je ta teater pravzaprav postavil na noge finančno. To ne pomeni, da plavamo v blagini, ampak sigurno imamo izhodišče z tako zvano, ajde, rečemo pozitivno nulo, kar se mi zdi, da je zelo dobro in tako. In zato gre v bistvu moja zahvala Gregorju, da mi je predal gledališče v tem stanju. Tako bi se rad zahvalil tudi Simonu Šepinku, ki je bil umetniški vodja in ki je zaslužen ne samo za dve premieri, ki sta tu, ampak tudi za konkreten program za naslednjo sezono. Jaz sem ga z veseljem podpisal, ker mislim, da je dober kot program in sem ga absolutno potrdil, recimo, da bi lahko kaj dodal ali zamenjal. Nisem, ni te potrebe in ga moram izključno izpeljati. To še ne pomeni, da znotraj tega, kar je Simon naredil, bi mogoče dodal še kaj svojega, znotraj seveda časa in prostora, ki bo možen v tem, ker je kar precej obremenjen repertoar, program velik je dela. Jaz sem povedal v par pogovorih, ki sem jih imel, jaz imam seveda neko izkušnjo vodenja gledališča, mogoče dve, ena ni bila tako uspešna, in to je bila seveda v rodnem mestu, v Trstu, kjer seveda nemo profeta in patrija, očitno to res. Mi je pa seveda tržaška izkušnja povedala, da gre osov kar nekajkrat na let, ne samo enkrat. Potem sem imel, mislim, da zelo dobro izkušnjo 10-letnega vodenja mestnega gledališča. Mislim, da je bila tista doba uspešna, z katerega sem se tudi marsikaj naučil in seveda potem imam izkušnjo svobodnjaka. Leta in leta. Povedal sem, da želim, najprej se mi je zazdelo hecno, ker sem rekel, evo, začel sem kot amater, v Trstu, tam leta 69-70, smo imeli eno zelo, zelo dobro amatersko gledališče, imenovalo se je Slovensko amatersko gledališče iz Trsta, izjemno provokativno za tiste čase, plavalo je kontra vsem in vsemu, so bili pač taka leta. In v tem gledališču je bil celo narejen strani televizije Slovenija, mislim, da bo zdaj enkrat v kratkem film, enourni film in dokumentarc. Doživljali smo nekako mimogrede usodo Tople grede v Ljubljani, to smo bili Topla greda v Trstu, kjer sploh ni bilo tako rožnato, kot je izgledalo, pač bili smo na kontri vsem in vsem. Želimo ohraniti seveda to gledališče, se pravi, zaključujem svojo kariero kot amater. Če se spomnim na tržaško obdobje, lahko rečem, da je bilo to, mirno lahko rečem, moje najbolj srečno gledališko obdobje. V
Potem je prišel v študij, zato ker smo bili sproščeni, zato ker smo delali z zanosom, zato ker smo imeli neke cilje in nismo bili seveda obremenjeni z neko profesionalnostjo. Potem seveda je prišel študij AGRFT, na kar sem postal tako rekoč profesionalc. Seveda zelo fajn, tudi denar je pretekal zaradi tega, ker sem bil profesionalc, tudi kritike so bile dobre in slabe, odlične in zelo manj odlične predstave. Okrog 100 sem jih naredil v vseh teatrih. Vendarle je s časom profesionalizacija pripeljala mene, ampak si upam trditi, da je to neka splošna usoda, pripelje tudi do določene rutine, pripelje do drugačnih mehanizmov, ki seveda človeka pripeljejo v razne stresna situacija, ki niso večkrat prijetna. Jaz si tega v amaterskem gledališču ne predstavljam. Kljub temu, da ima to amatersko gledališče Šentjakobsko seveda visoke profesionalne ambicije, kar je čist prav. Jaz v tem mesecu, ko prihajam v službo, prihajam med nasmejane ljudi, kar moram reči, da sem v zadnjih letih med profesionalci zelo redko srečal. In tudi, če sem zelo odkrit, je ta situacija današnjega slovenskega teatra me začela rahlo dolgočasiti, zato ker gledam vedno in povsod, v glavnem v dveh glavnih teatrov, kjer vlada družinska scena, gledam več ali manj vedno eno in isto predstavo, ki jo v glavnem ne razumem. Zato si želim ohranjati v tem gledališču repertoarno gledališče, to absolutno. To se pravi, da bomo sledili te poti, kot sem takrat jaz v mestnem gledališču rekel, da naj dobi vsak človek z ceste neko svojo predstavo in neko svojo zgodbo. To seveda zadovoljiti vse je absurdno, nikoli se ne bo to zgodilo. Vemo pa, kakšna je naša podstat abonmajska in skušali se bomo čim bolj približati. Zato pa sem odprl poglavje male scene, ki ga bom še dodatno odprl. Mi jo imamo že, sicer za kar malo ljudi, ne, kar predstavlja v abonmajskem sistemu tudi neke logistične probleme, zato bi bilo zelo dobro, da mala scena sploh ne bi bila abonmajska, bila bi scena, v katero pride gledati predstavo tisti, ki jo hoče priti gledati, zato si pa lahko dovolimo, da nobenemu abonentu ne uturimo mogoče kaj bolj drznega ali kaj mogoče zelo drugačnega od tega, kar smo bili vajeni iz Šentjakobskega gledališča, iz njegovega odra. Tu pomeni, da je telovadnica, tako, ne samo za igralce, kjer lahko preizkusijo sebe tudi v kakšni monodrami ali pa monokomediji, in se pravi, je prostor nekega čiščenja igralskih sredstev, da prideš v neko štartno pozicijo, ki ima mogoče manj navlake, kot si jo lahko igralec naloži tekom svoje kariere. In predvsem seveda bi moral biti to prostor za mlade ljudi. Za mlade ljudi, ki lahko izsanjajo nekaj, kar jim današnja gledališka scena zelo težko nudi, ker enostavno ne pridejo do svoje predstave, več ali manj ne. Redki. Rad bi vpeljal v ta teater. Jaz sem v tem gledališču že osnoval idejo, ki je izključno samo med navednicami v službi direktorja, in to je, da ponovno uvedemo, teater je že imel tako zvani umetniški svet, 5 članov z mano vred, kjer teče debata o tem, kaj v gledališču početi, kaj prebrati, kaj predlagati in tako naprej. To je seveda moje telo, tako, ampak neka skupna sinergija 5 ljudi, ki bo to opravljeno. Znotraj teh 5 ljudi, poleg mene, sem se odločil za 2 notranja člana Šentjakobskega gledališča, in to sta oba igralca, eden je Rok Glavan, druga pa Mojca Lavrič, ja, seveda. Mojca Lavrič, zunanja sodelavca, sem si zaželel Jašo Jamnika. Veste kaj, on je skušal 12 kil v zadnjem času in izgineva in se ne In seveda z nami je tudi Živa Čebulj. Njo moram še posebej predstaviti. Jaz sem že z Živo
načel problem, ki ga je ta teater ni imel, in sicer lektorstva in govora samega. Glede to, da je to profesionalno oziroma amatersko-profesionalno gledališče repertoarnega tipa in sloni seveda tudi predvsem na govoru, sem ob predstavi Decameron, ki sem jo gledal prvič vaje pred 2-3 tedni, ne, smo skupaj ugotovili in tudi vsi so mi povedali že prej, da je ta govor mečken upadel. Problem dikcije, problem govora, problem interpretiranja stavka in tako naprej. Zato bomo uvedli sistematično in sistemsko ponovno lektorja v to hišo. In pogovoril sem se z Živo. Živa je prevajalka iz francoščine, prevaja literaturo, prevaja poezijo in tudi dramatiko in ima seveda kot profesorca tudi slovenščine izjemen posluh za jezik in posluh, ki se ga sliši iz odra. Se pravi, biti support igralcev v govoru. Ne samo kot nek živ pravopis, to je najmanjši problem, ali je ozek, ali je širok, ampak problem je, kaj ti lahko lektor nudi z eno samo idejo nekega poudarka v enem stavku in lahko obrne smisel zadeve. To je po mojem mnenju smisel. Režirali v tem teatru bojo profesionalni režiserji, kar ne pomeni, in vem, da jih imamo, Žiga je absolutno eden od teh, vznotraj hiše ljudi, ki so talentirani in ki imajo željo po režiji in seveda bojo tudi to stvar počenjali naprej. Moja glavna skrb gre seveda tudi bo šla v smeri tehnike. Mi smo takoj uredili, da smo dobili tehničnega šefa. Jaz sem moral, tako sem bil navajen, teater razdeliti v določeno hierarhijo, ker ne gre za drugega. Demokracija je v teatru zelo problematična. Diktatura je efektna, ampak ni prava beseda, tako da sinergija je prava beseda, ampak je treba imeti sogovornike za to zadevo, zato bo v vsakem sektorju neko odgovoren za to in zato imamo tudi Ivana kot človeka, ki ni samo v hiši odgovoren za kompletno tehniko, ampak je tudi sogovoren z tehnikom, glavnim šefom tehnike v Ljudskem gledališču, ker bi rekel, da je v tej hiši ta posel tako razdeljen in tako se križa eno z drugim, da je treba imeti zelo dobro koordinacijo, kdaj je kaj na odru in kdaj smo mi, kdaj so oni, kako se ti urniki križajo in tako naprej. Ivan kdo? Ivan Kostanjevec. Jaz se opravičujem, veste, jaz imam še ta imena malo tako, ampak vem, vsaj po imenu poznam in se z njimi pogovarjam. Igralski ansambel mora imeti občutek, da jim nekdo sledi. Če zelo po domače povem, igralski ansambel mora imeti fotra. To je naloga umetniškega vodja. Ne zato, da jim pove, kaj morajo delati, ampak zato, da z njimi skuša nekako premostiti eventualne težave in skuša tudi se veseliti določenih uspehov. Igralskemu ansamblu je treba pomagati z, bi rekel, usporednimi zadevami, ki jim lahko pripomore, recimo lektorsko je eno, drugo je problem giba, tretji je problem določene tudi, imenujemo temu, intelektualne informacije, kaj se dogaja, zato bi rad znotraj tega dobil svoje sodelavce zunaj, tega, ki igralskemu ansamblu pripomorejo k temu, da se tudi znotraj sebe razvijajo. Jaz bi rad imel čim širši, je zdaj že zelo velik gledališki ansambel, pravzaprav, rad bi, da se rotirajo, rad bi, da vsi igrajo, rad bi predvsem, da bi bilo zadovoljstvo. Bil sem opozorjen, da ga je tega malo zmanjkalo v teh zadnjih letih in zato bom zastavil absolutno to karto odigral, da uspem ponovno združiti malo bolj ljudi, ki hodijo sem ne samo igrati, ampak tudi z nekim žarom in veseljem, sicer ki ga je Primož prej omenil,
Ker v končni fazi se sprašuje, zakaj se pa pravzaprav nekdo, jaz tudi takrat, ukvarjam na materizmu. Jemlje mi ogromno časa, ker sem navdušen nad njim. Skozi bi bil v teatru, takrat je bilo to tako. Nisem plačan za to, kaj potem drugega kot smisel za igro in tudi seveda druženje. To si želim, da se to vrne v to gledališče. Jaz mislim, da sem na nek način izčrpal nekaj točk, s čem se bom ukvarjal v tem hitrem času, ki je pred mano. Zdaj bi pa jaz rad predstavil abonma oziroma repertoar za naslednjo sezono, ampak ga ne bom jaz predstavil. Naredil ga je Simon, še pred Simonom bi pa prosil mojega predhodnika, Gregorja Senika, da na nek simboličen način si predava tudi na tiskovni konferenciji štafetno palco. Izvolite. Hvala, Boris. Moje besede na začetku od meni. Moram reči, se bom tudi jaz malo filozofski dovolil biti. Boris je rekel, da sem se 69. leta vsrc tukaj za amater. Jaz sem se 68. leta rodil v Šentjakobskem gledališču, namreč moj ded je bil tukaj igralec med Severjem, Maježkom. In zato je tudi moja mama igrala in oče je tukaj igral 22 glavnih vlog, tako da ga je gledala na odru in se totalno zaljubila vajga in vsak z te igre in ljubezni sem jaz. In pa moj brat, ki je tukaj smo videli dramatizacijo dekana napisal. In zato mi je bil Šentjakobsk vedno v srcu. Vedno tudi sem se rodil s to zavestjo, oziroma mi je bila oslepljena, da je ta prav teatr amaterski. Zato, ker je teatr brez ljubezni ni prav teatr, ko mi je oče vedno povedal, in zato je tudi on zavrnil v enem trenutku profesionalne ponudbe, ko so gradili mestno gledališče, ker je vedno odcepil to, da je teatr amaterizem. Pa ni vedno res, samo tako mi je privzgojeno, bomo rekel, če ne prirojeno. Lansko leto smo naredili eno mehno revolucijo, rekel, veste, mi smo bili vedno že zadnjih kar nekaj let praktično v vojni. Zborili smo dve vojne, ena vojna je bila proti mestu, druga vojna je bila proti ljudkam. In ta vojna nas je relativno izčrpala tako, bom rekel, mentalno po eni strani, kako na koncu tudi nekaj, bom rekel, tudi finančno. In zato smo lansko leto z določenimi kolegi ugotovili, da tako več ne gre in da moramo nekaj narediti s tem teatrom, in zato smo se na občnem zboru odločili, da smo prevzeli ta teatr kot upravni zbor. Hkrati je dal pa direktor, moj predhodnik, stavko, in zato ni bilo drugega, da smo stavko najbolj na hitro nekoga, ki bo to vodil. Glede na to, da imam svojo firmo, da sem končal postdiplomski študij biznisa v Ameriki, so me prosili, če to prevzamem jaz. Moj predhodnik je zelo veliko naredil v tej vojni, zato ker tudi prevzel teatr, ko se je vojna začela, ampak mogoče, kar je bila njegova motiva, se ta, da je tudi bil podjetnik in da si v teh, ne vem, 5 letih zmer manj časa lahko imel za teatr in da vojne ni razlučil, da je mogli ena vrsta Palestina. Tako smo bili v vojni, ne, se prav, in smo se izčrpali. In ko smo ta teatr prevzeli, je bilo zelo zverjati podatki, je bilo nas postaviti finance, ampak jaz ne rečem, finance so samo odraz vsega. V bistvu je druge. In finance lahko poštimaš, če ne vem, podlage ni, bojo finance spet padle. In finance smo nekako zakrpili, mi smo naredili, recimo, fasado, ampak mi smo pa čisto pustili vse v spodnji, vse red, ker jo še zmeri, pa tudi boriš še malo pustiti. In ena stvar je, kar smo si rekli, ljudje vedno sledijo zmagovalcem in tisti, ki so močni. Biti zmagovalc je pa v taki vojni ne mogoče z vojno, ampak v bistvu je biti zmagovalc umeral. Zmaga tisti, ki je umeral. Če se spomnite, zmagovalc piše zgodovino, samo na koncu, če zdaj pogledate Italijane, oni so vedno zmagali v vojni. Nikoli niso zmagali v vojni, vedno so zmagali mir. In dejstvo je, da smo rekli, mi moramo zmagati v miru. In smo se posvetili temu, da smo zakopali vojno sekiro več kot to, da smo začeli zelo dobro sodelovati z mestom, da smo zelo dobro začeli sodelovati z ljudkam. Kar smo dosegli, da so se spet naši kolegi, profesionalci, Kajaša,
taki konflikti za določeni sploh niso hvatili z nami več delati. In kar smo mi dali zavezo je, da bomo mi teater obdržali, da ga bomo finančno zakrpali in da bomo pripeljali profesionalnega direktorja. Kar je zelo pomembno. Meni, težko, jaz sem vedel, da moraš biti v teatru 10 ur na dan. Ma svojo firmo, ki mi prej koreja, pa jaz moraš biti to, se prav 15-16 ur dela na dan. To zdržiš eno leto. Mogoče bi leto bo pa ali še teater, ali šel moja firma, ali bi bilo si 3. Pa žena. Pa žena je žena. Ona je še bolj trpela. Ampak dejstvo je, da ko smo dali na razpis, moram reči, da sem tudi v prvem trenutku se jaz javil, ampak sem upal, krepko upal, da se bo javil nekdo, ko v tem bolestno. Niti si nisem mogel upati misliti, da bo nekdo, ki je tak kot Boris, oziroma da bo Boris. In ko sem slišal, da se javil Boris, pa sem umaknil. Moram reči, da je to tudi znak, da smo dobro delali. Zelo dobro delali, ker ni bil samo Boris, ampak so bili tudi ostali kandidati, ki so bili zelo kvalitetni kandidati, kar moram reči, da pred enim letom in tega ne bi bilo. To je izraz in odraz tega, kar smo naredili. In jaz moram reči, da se moram v tem trenutku zahvaliti čisto vsem, ki so z mano sodelovali, tako v pravnem odboru, predvsem mojim sodelavcem, se pravi Srečko Tupasaški, z njimi smo zelo veliko delali, tudi stresnega. Tudi mi smo si mogli v začetku zgraditi en odnos med sabo, eno zaupanje, ki ga starših predstavov ni bilo. In smo ogromno naredili. Igrali smo 3 predstave na dan, kar je za amaterje zelo fajn. Kot vidite, zdaj imamo 2 premieri na isti dan, 19. imamo in nagrado premiero in tukaj. Nekaj smo naredili stvari, bolj smo jih zagnali. Večkrat bolj smo še pritisnili, malo bolj smo garali. Jasno je pa tudi to, kar Boris prav rabimo pa očeta. Jaz pa očet tega teatra ne moram biti, ker sem otrok tega teatra. In zato smo rabili nekoga tazga, ki je Boris. In zdaj, če malo pogledamo avtomobile, kako delajo, res bom rekel, zdaj so vsi dizi, kot Kršentjakov, ne? Vsi dizi so zelo zmejno kumaturo. Zato rabijo imeti turbo polnilnik, ki je bil zdaj pokvarjen. Zdaj nismo ga popravili, ne? Zdaj, kaj je Renault naredil, ima 2 turbo polnilnika in bolj si je kakšen drug turbo polnilnik. In jaz zdaj pričakujem, da bo šlo samo še na gor, ne? Sam vinjeto moram še povedati. Vinjeta pride za stojče avto, kočiš. Tako da, zdaj piš se na avto kupuje, to se tak. In je dejstvo nekaj, da je to, kar se nam je zgodilo zelo fajn. In to, da imamo mi smo naredili tudi program, ki bo 6 premierami, oziroma 7 predstavami, kar je gremo samo na gor in moram tudi Simonu se zahvaliti, da je zelo konstruktivno sva naredila, da je ta program prišel in zelo veseli, da Boris prav, da mu všeč ta program, ker smo zelo veliko enega časa in bolje in to uložili v njega. Tudi pol, kar bo Boris predstavlja, je zelo veseli, da bomo imeli tudi koprodukcijo zraven in tudi spadne se njih projektov z nami, na katere bomo prvo, jaz mislim, da je to naša prva taka koprodukcija amaterska, kar je tudi mesto zelo veselilo. Je prav nekaj je, tudi na vas nekaj polagam, zdaj, ko končujem svojim filozofsko debato. Zelo veliko ste bili z nami v vojni. In zelo veliko ste probali nam pomagati, zelo veliko ste nam pomagali, da smo se izborili, da smo ostali. Zdaj imamo mir. Zdaj smo mi tisto, ali se odločili, da gremo pojme ljudi metati, ali se odločili, da gremo naprej. Nismo se odločili, da gremo naprej brez žrtve. Ampak neki se izpotakne. Kot primorni imamo. Neki se izpotakne. Ampak, hvala dneva pred večerjo, zadnjo. Ampak dejstvo pa je, da zdaj tem meru bomo še bolj potrebovali. Zdaj vas pozivam, da nas podprete in da nam pomagate zmagati mer do konca. Ker mi moramo biti še 2 koraka više, da bomo res stali, da bomo res pokazali tisto našo 100. obletnico, kaj je slovenski amaterski teater. Ker 100 let je nic amaterskih teatrov v svetu. Tako da zdaj vas, kot novinarje, v meru še bolj ravno kot to voj. Tako da hvala tudi za to leto, ko sem bil lahko z vami, pa Boris. Hvala lepa. Ja, res je. Sem hotel preden dam še Simonu besedo. Jaz sem v teh dneh skupaj s Saško in Srečko to smo kar malo klicali desno levo. In poleg vseh, ki ste tukaj in se vam res zahvalim, da ste, smo prosili tudi Delo, katerim sem govoril za urednico. Mi je bilo obljubljeno, da bojo prišli, pa očitno ni. Pa tudi RTV, da bo pošla samo eno izjavo pogledati, pa jo ni. Očitno nisem še ta drugi turbo, ki bi lahko privlekel sem, ampak resnično
bi bilo lepo, ne, glede na to, da ima ta teater nek poseben status, bi celo si upal reči v evropskem smislu repertoarnega amaterskega gledališča z visoko obletnico čez par let, bi ne samo kar se tiče premier oziroma napovedi, mogoče, če bi se kdaj pojavil kakšen zapisek o tem, kakšna je bila predstava, mogoče bi si to zaslužili. Zato vas res prosim, da date tudi meni šanso, da se lahko javim skozi vaše medije in s tem tudi lahko prikličem mogoče kaj več publike, ki je ni malo. Mi imamo zelo dobro situacijo, 1000 in nekaj abonentov. Če vam lahko povem podatek, Tržaški teater ima trenutno 230 abonentov, z dvorano, ki je 560 gre noter. Celje ima nekoliko manj kot mi, Gorica smo tam in to je to. Tako da v bistvu smo kar v tem zvezi, znamo pa absolutno ločevati dobri profesionalci in kje smo mi. Tu ni dvoma, da ne bi zdaj mislili, da se tle postavljamo na prva mesta, ker nismo. Ok. Vse muzika je kar lepa. In zdaj bi pa dal besedo Simonu. Obene bi pa pozdravil, seveda, prosim tudi jaz, našo se stalno govori, naj pride k meni, pa noče. Ja se vedno pa še bolj skušala. Izvolite. Hvala. Izvolite. Gospa Branka Smole iz Jesenic, Čufarjevo gledališče, s katerim se je naredila prva koprodukcija. Skupaj, zakaj gre, bo pa povedal Simon in tudi Branka. No, preden pridem še do tega, si bom pa gledal, da so si moja predhodnika dovolila filozofsko, konstruktivno, pozitivno debato, pa če smo bolj poetično, ustvarjalno, umetnično. In sicer sem si kar pripravil en tekst, kjer bi začel z Jean-Claudom Carrierom, pisateljem, dramaturgom, scenaristom, zgodovinarjem, ki nam takole ponuja razmislek o svetu in nas samih v svoji knjigi Krhkost. Začnimo pri koncu. Vsi pridemo na svet z znako krhko. Karkoli nas lahko rani ali celo ubije. Nesreča, težka bolezen, bomba v metroju, vojna, krogla, ki je zašla v avto, ki zdrsne in eksplodira v množici, morilec, kratek stik, klopotača, nepravilen korak, vse je lahko usod. Nedolžni umrejo zaradi pikov čebel, paca po stopnicah, navala jeze, kihanja. Umremo tudi med spanjem, če se naše srce ustavi. Samo to naše bitje premoremo, prav nič drugega nismo. Že vse od našega prihoda na ta svet smo zapisani tudi koncu bivanja, torej smrti, in to tveganje se v življenju sčasoma povečuje. Tako pogosto slišimo reči, konca poti ne vidimo, a preprosto vemo, da se nam vsako sekundo približuje. Kar nas preseneča, kar zgroženo zavračamo z občutkom krivice, ni ravno neizogibnost smrti. Skozi življenje smo se jo naučili sprejeti, ker smo videli umirati druge, ampak ta nepredvidljiva nenadnost, ko ni zagotovila, da bomo živeli še nekaj časa, smo zjutraj začeli. Smrt vsak trenutek preži na nas od naših poti. Čutimo celo, da se nam za vsakim korakom približuje, da nas drži za roko, da nas na trenutke tikoma nagovori. Iz muhavosti, utrujenosti ali naveličanosti bi se lahko kar naenkrat morda odločila, da se naše pohajkovanje zaključi. Tukaj, ne zdaj, niti diha več. Živimo s to možnostjo, da se vse nenadoma in zavedno ustavi, medtem ko se spotaknemo, pogotnemo kurjo kost, medtem ko nekega toplega dne stečemo, da bi se vrgli v morje. Ali celo, če ne počnemo prav ničesar, mremo lahko med globokim vzdihom pod jedro. A ne bi smeli govoriti le o napadih na naše telo, tistih, ki nas ranijo, pohabijo. Končno moramo prenehati življenjem, kjer puščamo ob strani nepričakovane napade, operjene zoper našo zavest, naše misli, naš notranji mir in druge intimne poškodbe, skrite tihe gledalce, ki so toliko bolj pogubni, ker so nam nevidni. V vsakem gibanju preti zastoj, nič ni v teku za večno. Konec citata. Tako prehajam na edino stanovitnost, ki je nestanovitna, je sicer na naš repertoar, ki se iz sezone v sezono spreminja, kakor se spreminjajo vodje in struktura v Šentjakovskem gledališču, kjer je gibalo edino počelo napredka in spremembe, ki razveseljuje tako publiko kot člane gledališča. Prihodna sezona je povezana s Črnim komorjem.
na eni strani in moško-ženskimi odnosi v zrelih letih na drugi strani. Črni humor vsebuje tudi satiričen pogled na minevanje in odpira tabu temo umiranja, zato sem imel tudi takšen uvod, ko ste ga lahko slišali. V tem se pokaže relativna plat konca našega bivanja, nas celo spravlja v smeh. Tako postane naše življenje lahkotnejše in gledalci lahko sproščeno uživajo v preigravanju zgodb na Šentjakobskem odru, kar uvodoma že kaže naš Decameron v koncu sezone. Dialogi v dramah so zelo spretno napisani, odnosi so včasih zapleteni, tudi našim gledalcem bodo predstavljeni na vsem razumljiv način, kjer se bomo našli v povsem vsakdanjih situacijah. Tako bomo spremljali avtomehanika Gajaša, in tukaj za odkrivam to koprodukcijo z gledališčem Toneta Čufarja na Jesenicah, ki je arhetip slovenskega obrtnika, ki obvlada tako vso mehanizacijo, o kateri je pregovoril Gregor Rusenik in turbopogonih, kot tudi psihologijo življenja. Je tako rekoč oče našega naroda, kot se je izrazil Peri Lajnček v pogovoru, ki sem ga imel z njim in ki je tudi avtor dramatizacije delno, in tudi Marko Nabršnik, ki sta nekako skupaj to napisala, kako bomo pa to se lotili še odrske dramatizacije po filmski uspešnici Petelini Zajcer, ko režiji Gorimira Lešnjaka Gojca, bomo videli v sami jeseni leta 2017, ki pa ne bo edina naša primera po filmski predlogi. Ena takih bo tudi napeta kriminalka ameriškega pisca Reginalda Rosea, 12 jeznih mož, ki jo bo režirala Ira Ratej. Kjer se bodo porotniki odločili o smrtni obsodbi, morajo pa si pri tem biti vsi enotni. Da je življenje le eno in najmanjši dvom lahko človeku, ki je morda nedolžen, reši življenje. Tema minevanja, kot rečeno, se bo nadaljevala v komediji Erika Čepela, Mrtvih samo dobro, kjer je znajem prisoten tudi režiser te predstave, Jaša Jamnik, kjer se vse skupaj dogaja na pogrebu in še v odprti krsti, slavnega komika pa se bodo vsi spominjali kot človeka, ki je nasmejal veliko ljudi, da spominjali se ga bodo tudi po zelo aktivnem spolnem življenju, v katerem individualne usode ne prinesejo popularnosti in se v majhnih rečeh iskrijo skrivnosti življenja. To bo tudi krstna prizoritev v Sloveniji, če se ne motim. Milan Jesik in njegova Brucka ali obdobje prilagajanja, ki je obrežiral Zvone Šedelbauer, se bo skozi krizo srednjih let sprevračala v sodobno agonijo krepenenja po mladosti in zvestobi. Sploh zvestoba je ena tistih stanovitnosti, iz katere se bomo norčevali, raziskovali ter dodajali satiro. Seveda bo tudi nam neznan avtor Kristjan Rolik, danski pisec in režiser, poskrbel za dom starostnikov, ki ga bomo tokrat videli v popolnoma novi luči. Oprosti stari je naslov, nosi pa predstavo tudi podnaslov, kje najdem čas, ljubezen in tisto norost, ki je nalezljiva. Predstavo bo režiral Boris Ostan, je pa to črna komedija. Svež pristop do jeseni življenja nam bo v tej drami poskrbel, da se bomo življenja nasmehnili, še posebej pa konc, ki nas čaka. In ne nazadnje nas bo en slovenski avtor, Iztok Lovrič, s komedijo Nešlate 220, ki bo režiral Gora Žilavec, prepričal, da medosebni odnosi v bloku niso zgolj televizijsko-komedijski, temveč skrivajo globe resnice v električni napetosti, kar je vedel že Nikola Tesla. Iztok Lovrič nam bo vse skupaj začinil s filozofsko absurdno konverzacijo, ki nam ponuja obrtniško-tehnični žargon, v katerem glavni junak ponovno spozna svoj predinski nagon po alfa samcu. Seveda vseh teh predstavah bo lektor več kot dobrodošel, ker sem se tudi sam trudil, da bi vpeljal in sem zdaj zelo vesel, da se je to resnično, da se te stvari v bistvu zdaj nadaljujejo. Kako nam vas torej drugače povabim Šentjakobsko gledališče kot iskreno željo, da se boste v zgodbah dobro počutili in da boste na ta način tudi sami spisali komedijo, polno solz ter smeha in sicer tako satiričnem kot resnem tonu svoje trenutne impresije, kjer boste lahko spostavili distanco do vsakdanjega ritma, ki nas nenehno sili v hitenje in proizvodnjo. V trenutek se boste torej lahko ustavili in ustvarili lastno kreacijo s svojim intimno smešnim večerom v prijetnem vzdušju odrskega šentjakobskega iluzionizma. Hvala lepa. Jaz bi še dal rad besedo v Branki iz Jesenic, iz Čufarjevega gledališča v zvezi z našo koprodukcijo, ki ima seveda v ozadju neko zelo polno obletnico. Ja, po temle vrhunskem literarnem prispevku bo verjetno zelo grobo zvenila, ampak bom poskusila. Ja, najprej razumem tega, kar sem slišala, je zelo zanimivo, koliko simbolike sem našla, no, predvsem prihajam v miru. In če razmišljam o tej vojni, je bil verjetno Srečko zelo srečen, da je našel nekoga, ki je prišel reševati finančno ta teater in potem, ki je prišel Gregor, je šlo vse gor. Gregor.
Ne? No, in potem simbolika, človek, ki nastopi delovno mesto na praznik dela. Delovno bo. Raj sem imel tole, ker enkrat se mi je pa zgodilo, da sem podobno delovno mesto nastopil 1. aprila. In res se je izkazal za 1. april. No, pa vemo, kam gremo zdaj. No, zdaj ne vem, kako ne nadaljujem. Vojno, avtomobilistično, ampak ker sem ženska, bom bolj to porodno ginekološko sfero. Se strinjam. No, to očetovstvo smo že dolgo načrtovali, tega otroka pač. Pa nam nekako ni uspelo. No, zdaj smo se zdravili. No, potem je ravno Gregor na Linhartovem srečanju v Postojni en tak klic zaslišam za sabo, sem bila pozvana, da bi kakšno besedo rekla in padla ideja v tem sodelovanju, ki pa ni seveda nova, v tem nekako sanjamo, kot sem rekla, ampak ta otrok nam ni uspel. No, zdaj se zdravimo resno in jaz mislim, da tokrat pa bo. Nekako naj bi nastajal pač to porodno oziroma nosečniško dobo bo prestajal na Jesenicah, potem rodil se bo na Jesenicah in sicer 20. novembra 2017, potem ga bomo dali v inkubator in bo še enkrat nekako zaživel 24. novembra tukaj v Ljubljani. No, zdaj pa resno. Jeseniško gledališče, Toneta Čufarja, je prav tako, mi tako radi rečemo, potem ljubiteljsko se malo, lepš sliška, že tako slabšalno amaterija, ne? No in neto in pridno uporabljamo ljubiteljsko gledališče. In potem festival, ki ga Jesenice organiziramo, so Čufarjevi dnevi, ki mislim, da so že kar poznani v tej srednji, ki pa bodo letos slavili eno lepo okroglo obletnico, 30. jubilej, 30. Čufarjeve dne. Od teh 30 je bilo 14, ki je imelo značaj srečanja. Srečalo se je pa na tem festivalu pač so vedno 5 teatrov. In sicer, če začnem na zahodu, naše Jeseniško, ki je to organiziralo, potem Škofja Loka, Pirniče, Šentjakobsko gledališče Ljubljana in pa Trnovlje, Zarja, Trnovlje, Celje. Torej 5 takih kar močnih ljubiteljskih gledališč v Sloveniji, ki so se odločili, da nekje ob Bogobožnikovemu srečanju postavijo tudi svoje ljubiteljsko srečanje in tako se je dogajalo. Ampak je potem malo izvenelo, no? In leta 2001 smo začeli ugotavljati, zakaj pa ne bi dali temu nekaj več, eno tako malo tekmovalno noto, ki pa lahko včasih naredi kakšno razočarani prepir, seveda, ampak je pa vendarle več tistega žmohta, nekaj se dogaja, vsak se potrudi, da prijavi najboljšo predstavo in že potem pri samem izboru si malo nagrajen, da med 30 in več prideš v izbor 6, ki bodo nastopili. No in tako se dogaja zdaj zadnjih, tole bo 16. leto. Od tega Šentjakobsko, imam tukaj zapisano, je bilo predsejkrat nagrajeno v teh 15 letih tekmovalnih, ker 5 najboljših moških vlog, potem 5 nagrad za najboljšo predstavo po izboru strokovne žirije in ena je bila po izboru občinstva in ena je dobila prav, ne 3 so bile po izboru občinstva, ena je pa dobila prav posebno nagrado, to je bilo mislim, da 2004, Povodni mož v režiji Andrej Kovač, ki je bil en tak posebno zanimiv zalogaj. Skratka, kar blestijo Šentjakobčani na našem odru. Zato ni čudno, da smo zbrali, ne vem, zdaj za učitelj, pri tem porodu takega partnerja, ki vemo in računamo, da bomo super sodelovali in imeli enega lepega otroka, ki že točno vemo roka, kdaj se bo rodil. Mora se takrat roditi, ker to je zaključek 30. festivala Čufarjevi dnevi. Na zaključku, ko bodo znani in rezultati in bomo doživeli tudi to nadgradnjo, ta peteljini zajtrk. Tudi zajtrk bomo pripravili, če že povsod kuhajo, bomo pa tudi mi pripravili ta zajtrk. No tako, mislim, da je bilo že omenjeno, da bo Gojc režiral. Ja.
Želimo seveda uravnoteženo igralsko zasedbo. Malo smo že segali po imenih, ampak zatrdno še ne bomo zdaj nič govorili. Prvi delovni sestanek naj bi bil 10. junij. Takrat ne bi se srečali prvič in zastavili resno, kako in kaj naprej. Vadili bomo seveda na Jesenicah, ker imamo pač boljše pogoje za te stvari. Pa Gorenci smo poštudirali, da bomo prišparali v benzinu. Ne, imamo pač oder, ki je vse, ne glede na to, da imamo tudi mi od malčkov do seniork precej zaseden oder, ampak imamo pa dva. In na teh dveh odrih se kar naprej marsikaj dogaja, da se bo pa tudi tale zajtrk skuhal. Tako da jaz verjamem, to se prav veselim in moram reči, da se vsi veselimo te popestritve. Verjamem, da za obe gledališči in tudi takrat boste povabljeni na novinarsko konferenco in na predstavo, skratka na zajtrk, na več zajtrkov. Hvala lepa. Hvala. Zdaj bi pa jaz pustil besedo vam, če imate kakšno vprašanje, kot vedno ne vsi naenkrat. Ja. Da vsebinsko ta zajtrk resnično po Lanškovem romanu oziroma po Nabašnikovem filmu, ali je to sam simbolično naslov neke druge zadeve? Ne, gre prav za to, da je Ferry že pred filmom napisal neko svojo verzijo, bila je celo radijska verzija in je iz tega naredil zdaj v bistvu samo svojo igro in tudi, če lahko že zdaj povem, za sigurno ne bo Severine. Ne, samo povem v pojasnilo, da je Severina bila filmski dodatek. Bo pa zelo verjetno neka močna osebnost na tej naši estradni sceni, ne bomo še nič povedali, ki bo pa predstavljala. Ta zgodba pa ostane v tem človeku, ta fascinacija do nekoga in vse, kar sledi temu. Zaprav, pred filmom je Lanšček že napisal neko odrsko radijska igra. In tudi skladba obstaja. Tam imate tudi, kar se tiče tehle, za vsako predstavo posebej nekaj materijala. Nadaljevanka. Ja, nadaljevanka da, ja. Ja, res je. In koliko predstav zdaj? Mi smo tega številčno? 6 predstav. S tem, da smo abonmaje z Gregorjem sva se odločila, da je absolutno čas, da rahlo dvignemo cene, da ponudimo več vrst abonmajev, ampak tisti, ki si bo privoščil nek cel paket, malo bolj, oziroma bomo rekli kar za vse verjetno abonente, jih na koncu čaka neka predstava, ki bo zastonj. Hočem reči kot neko darilo, še zraven verjetno komedijskega značaja, mogoče stand-upovskega, to še ne vem, zbiramo še ideje in tako da damo nek dodatek. Mi upamo, da bomo ta abonma speljali tako, kar se tiče publike, da ne bomo imeli upada. Zdaj, lanska sezona, nočem absolutno kritizirati, česa je doživela neka odobravanja, pa tudi neka nasprotovanja strani publike. Ne vem, če je to faktor, da lahko ena reče, ne bom več hodil k vam, to ne vem, ampak če bi ohranili to število, čez 1000 bi bilo super. To bi pomenila neka potrditev, da tudi v tem smislu rastemo. Če bomo pa malo upadli, bomo pač potreba zagrabiti na nek nov način neke zadeve. Je bilo pa dojno, če smo da je bilo to predvidno, da v maju teater, kljub samo, da smo zelo zmehni vsega, režiserji delajo praktično zelo ljubiteljsko, tiste nadomestek praktično stroškov, to so promili, pa procenti mehni, od tega, kar služijo v profesionalnih teatrih in dogodkih. Še zmeraj teater stane in naš teater potrebuje med 250, če smo špano, 300 000 evrov, jih moramo tega kar veliko del sami zaslužiti. In trenutno, če smo
amandmaji, je absurdno, da samo 10% sredstva nam prinesli. Zato je to nujno, da jih pojačamo in dvignemo tudi cene določene kartke. Enostavno več nismo držani več rentabilni, in tudi smo dubaj, moram reči, kar nekaj kritikov, sem tako, da se ne splačal, zdaj ta vrma, kar sigurno ni v redu, kar je potem. To je pač tudi v glavi nas, kar je potem ne bi bilo zelo slabo, kar je zelo drago, ne bilo pa zelo dobro. Mi pa njamo zelo drago, zdaj imamo, kar je tako, še vedno neko cene, ampak preveljuje to. In zato smo naredili abonmaje 4, 6 in pa super abonma 7 predstavljamo, tako da bo lahko vsak izbral svoje. Nekateri so tudi paše 4, sem drugo tudi veliko pisal, preko premaj predstav, imate bolj bilo več, in si bo lahko zdaj izbral gledali, da hoče samo 4 predstaviti, da hoče gledati pa 7 predstav ali 6, ali pa celo konto, pa imamo zdaj spet vredzen, tako da bo lahko tako izvedel konto, pa ima 4 ali 6 predstavi, se potem, kada so predstave razne, oziroma kada je prostor, bilo predstavi še izbral, ki jo predstavljaš. Ne, super, hvala. Prilivu letos ne. Nekaj ste pač zastavili, ne pa letos, pa še letos tako, ne? Bomo morali plavati znotraj našega. Morali plavati, več bomo morali delati, možnosti malo več zaslužiti. Približno 25% smo v letošnjem letu več prišli sami, kot smo rano. Če bomo šli tem trendom, bomo računam v primerjavi s predlanskim letom letos imeli približno 50% več služka sami, kar lahko potem vse pokrijemo tudi te dodatne. To pa se financira bolj ali? Samo bolj. Samo bolj financira in preko JSKD-ja. Ja. Več komponent. Moram trenutno nameniti 110 evrov letno, kot 300, med 250 in 300 tega, kar so stavili. In ta se je postavili. Preko igranja in preko predstavljen, preko donatorjev. Sponzorje imamo, donatorji bolj to, da nam dajo čalo za na teatr, da nam dajo kakšno kohto, če nam dajo pa... Vsem ne gre, ne, če pa že dobite 10% še ne pridemo na... 10% dobimo za bombano, potem imamo pa še 100% zanimanje in pa gostovanja. Ja, tako da pride na to. Še malo tehniki, koliko štira ensemble, zdaj trenutno ljudi, igralcev? Veste, ja, jaz sem to, kako si rekla? Ja, govoriš o vseh. Ja. No, ampak jaz sem včeraj, da se niste vprašal, Šentjakobčana, ali predvčeraj sem po eni tvoji vaji vprašal, ma dej mi ti povej, ne, ker smo se pogovarjali za tisto fotografijo, ne, Srečko mi je rekel, a veš, da ne vem, koliko nas je v resnici. Ker seveda ne, ti ljudje imajo tudi svoja dela in to in pridejo, odidejo, ker enkrat jih ni več, pa se vrnejo, pa tako naprej. Tako da ni tako kot, ne vem, v mestem, ker sem vedel, da jih imam 36, ne, igralcev, tukaj smo približno na tem številki, ne, igralcev. 130 igralcev, ja, recimo. No, ampak aktivnih pa tako, ne. Aktivnih je pa med okrog 50. No, evo. Tako sem si želel eno skupinsko fotografijo, da bi videl vse tako poenkrat. Tehnični sektor je pa seveda sestavljen iz lučkarjev, toncih. No. So pa zanimivi drugi podatki, ne? Naprimer 170 predstav letno, preko 2000 obiskovalcev, 22 gostovanj, to so neke produkcije, ne, ko govori, da pač potrebuješ delati ensemble in stalno zasedanje. Ker ti problem... 21 živih predstav, ne, sedaj, ne, no, letos smo jih malo pokopali, ja, ker je preveč tega, ampak seveda ne, glavni problem ostaja seveda tudi logistika, ne. Mi bi lahko, mi zdaj smo zastavili prve dve predstavi, to, kar režira Zvone, to, kar režira Jaša, gre sta dva študija usporedno, se pravi, sta ločeni zasedbi, to je možno. Problem je, da nimamo dveh odrov, kjer bi lahko imeli tam in tukaj se začne
začnejo, ker seveda ta oder tudi v uporabi lutkovnega gledališča, ne, moramo mi to planirati, ker to problem. Mi vadimo v enem prostoru, kjer naj bi bila potencialna mala scena, ne, na Vodnikovem trgu, ne. Je pa od razgovorov, ki sem ga imel z županom in zelo dobrim razgovorom, ki sem ga imel na Molu, in sicer na oddelku za kulturo z gospod Matejo Demšič, kjer je rekla, da bi bilo fajn, če bi se tudi mi na moj predlog odprli malo bolj ljubljanskemu prostoru in še bolj, bi rekel, bili v jedru samega mesta kot takega. Odpirajo se neke nove dvorane, recimo Črnuče so se prenovile kompletno. In mogoče bi se dalo tudi tako narediti, da bi recimo neko predstavo recimo delali v Črnučah in jo do konca pripeljali na premiero ponudili tisti publiki, ki je tam, pa mogoče še eno predstavo, v zakup za vaje in za prostor, ne? Ampak bi v bistvu mogoče s tem tudi, ni samo še tudi Šentvid recimo prenovljen. Iz tega se mogoče da dobiti tudi publiko iz teh krajev, pa ne da jih pritegneš v mesto, kar bi bilo super, ampak seveda, da lahko jih tudi tam imamo, ne? To tudi nam razširi število predstav in število publike. Zalog je premestno. Ali pa Zalog, recimo, ja. Ne. To je to. Jaz upam, da bo šlo skozi, o tem ne bi govoril in tudi ni treba pisati, ampak samo, ker bomo naslednjič to naredili, upam, da bosta šla skozi 2 razpisa. V Cankarjevem domu se bomo prijavili na 2 povabili za vsa društva to, da bi šle 2 koprodukciji skupaj z Cankarjevim domom. Upam, da boste šli skozi, ena namenjena otrokom, ena namenjena, obe sta v nekaj smislu izobraževalni temi, zelo daleč ena od druge. Ena bolj proevropsko usmerjena, ena bolj usmerjena v zgodovino tega, kar v naši mularija zelo malo slišijo v šolah, zmeraj manj, gre za problematiko koncentracijskih taborišč in neko pričevanje okrog tega. In oboje zgleda, da bo podprto tudi iz evropske strani, pa tudi strani Mola in to. Zato upam, da bodo te 2 iniciativi šla skozi in ko bojo šli skozi, bomo o tem povedali takrat, ko bojo šli skozi. Jaz sem še eno vprašanje, recimo, ker ste ljubiteljske matersko gledališče, recimo, kako naj, recimo, postane eden vaš član, recimo, ki ima željo, da bi, recimo, postal igralec. A je možnost, da se pri vas pobriko potrka z vrata? Imamo audicije za to. Imamo audicije, redne audicije so, zdaj ne vem, če so narejene bile v neki dobi, fazi, enkrat na leto, ne vem kako, ampak mi damo nek razpis, ne, za audicijo. Zdaj, 4 leta nazaj bo zadnja audicija, in smo vmes še tudi... Naprej. So se javili kakšni... So se javili kakšni, ki bi radi igrali, pa smo potem, če se pokazala priložnosti jih poklicali. Je pa zdaj smo tudi že mi razmišljali, bolj so tudi razmišljali, da bomo začeli redno audicije delati, ne, pa bo to na 2 leti ali na 2 leti. Prijetno na 2 leti je tudi dostne. Pa tudi, da so te audicije toliko dobro izpeljane in kvalitetne, ne, ker zdaj na neki točki je treba se odločiti, ne. Mi z Jašom smo imeli neko tako izkušnjo v gledališki šoli v Trstu, ne, ki je bila na nek način zelo uspešna, ker je veliko, 4-5 ljudi je šlo na akademijo in bilo sprejeti, ker to je bil cilj. Seveda nobeden od teh ne delal v Tržaškem teatru, kar je svoj vrsten absurd, ampak pustimo zdaj to. Namen je bil pa ta. Ne? Ampak je pa, takrat je bila napaka narejena in jaz ne bi hotel te napake tukaj ponoviti, da se je tam audicija oziroma vpis v to šolo odprla vsem. Namen je bil pa to, da iščemo kadre. To se pravi, nekdo, ki ima 45 let, govorim za profesionalni teater, ne more priti v ekipo profesionalce, ker ne bo imel nobene šole in to bo problem. Ne? Tam so pa odprli vse in recimo, ne vem, jaz sem v prvič razredih, ki je bilo 32. Nemogoče je delati. 4 ure na teden, 2 uri, 35 ljudi na 30 skozi, pa če zgubeš. In sem takrat prosil, da je neka selekcija, da je neka zadeva, ker ugotoviš, da so ljudje prišli samo zato, da bili malo v družbi. Ker so osamljeni, ja, razumem ta problem, ampak ne gre skupaj. In jaz želim, da so te audicije narejene toliko kvalitetno, da je to, bi rekel, ne prav zelo ozko sito,
ampak tu ne preveč, bi rekel, velika mreža, ne, da padejo vsi skozi, ne, eni pač ne morejo pasti skozi, če želimo ohraniti to. Zdaj govorim tako, to je pač princip, kako bi rekel, darwinovskega tipa, ne, ki pač ta šloha tipa pohodijo ali pa požrejo. Nekako pa mogoče tudi to nismo zaprti. Mi smo pretočni, ko se zavedamo, da vsaka naloga Šentjakobskega gledališča, tudi izobraževanje novih ljudi, ki se v kulturi. Mi imamo dve naloge praktično. Ena je izobraževati publiko, mogoče malo lahkotnejšimi temami, pripraviti jih na bolj zahtevne teme v drugih teatrih, to je vedno naša naloga. Druga naloga je pa znotraj tima graditi ljudi, tisti, ki se pripravljajo na razpreda, ki spoznavajo teatr in pa tiste, recimo, ki mogoče ni bilo dano priti na profesionalni teatr, pa so se zradili dejanja tukaj. Je pa dejstvo, da je treba vedno uravnotežiti, ker mi smo še zelo odgovorni našim abonentom in mi ne moramo posvetiti vse temu, da bomo nekoga šolali, ker moramo z abonentem tudi kvalitetno in zato je včasih ta sito molj